Sedaj vam še jaz nekaj povedala o izmenjevalnici semen pa dobrin in storitev. Gre namreč za to, se vi strinjate, da vsak izmed nas nekaj zna. Se strinjate? Vsak izmed nas nekaj zna. Poglejte, vsak izmed nas nekaj potrebuje. Kdo je država? Država smo mi. Se pravi, vsak izmed nas nekaj dela in vsak izmed nas nekaj zna. Sedaj to združujemo v okviru države in če se mi med seboj izmenjamo, če Mateja super dela vloženo karfiolo, jaz pa, moja hčerka pa delamo super grozno marmelado, mi dve lahko to izmenjamo. A drži? No in potem, če Mateja potrebuje pomoč na posestvu, Tjaša Vuzem pa mi da recimo pomoč v okviru pravnega svetovanja, pa potrebujem še zdravnika, pa če jaz 1 uro delam njej, 1 uro dela Tjaša Vuzem in se tale krog lepo širi. In mi, če hočemo, da bomo skupaj zgradili alternativni sistem, mi moramo dolgoročno pogruntati, kaj izmed nas kdo zna, kaj lahko prispeva v to skupno našo družbo, kaj lahko ponudi in kaj potrebuje. In potem bomo imeli vse. V okviru samooskrbni.net je že 50 lokalnih društev, kjer ljudje po celi Sloveniji pod okriljem Sanje Lončar in ostalih delajo samooskrbo. Nekateri so tudi danes tukaj. Mi, Ekoci in gibanje Oskrbimo Slovenija štafeta semen, smo že leta 2012 zagnali aktivnost Oskrbimo Slovenija štafeta semen, kjer najmanj 11 zrn semen poseješ, drugo leto pridelaš, daš prijatelju in 11 zrn shraniš. Simbolično, seveda, lahko več, ne? In tudi danes lahko dobite tule prva semena, tiste so zastonj. Justika iz Ajde Štajerska prideluje semena, tisto lahko date pa prostovoljne prispevke, ker jih je več sort, tako da se zadeva začne širiti. In tudi mi, tudi Rajski vrt Obilja in ostali, bomo sedaj naredili vseslovensko akcijo ponovno. Gibanje Oskrbimo Slovenija štafeta semen, delali bomo semenske kroglice, pozvali vrtce, šole, društva, vsakogar kdo miga in živi v Sloveniji, da lahko sodeluje in da bomo posejali čim več semen. Tudi na Krasu smo delali semenske kroglice, posadili smo tam cirka do 1 hektarja semenske kroglice. Sedaj že imamo težave z inšpekcijo, ker to se pač ne sme delati, ne? Ker je pač zelo to nevarno početje, ne? Ker lahko kaj zraste, ker ne podpiramo to, da bi država uvažala 5 let sadike, ki so zrastle v drevesnicah in jih potem dali na 50 stopinj na Kras, ne? Sigurno se jih bo veliko prijelo, ker ne vem, kdo jih bo zalival, ne? Tako da to ni bilo priporočeno, ampak zdaj delamo na tem, da jih bomo na drugi način spravili v sistem, da bojo del gibanja Oskrbimo Slovenijo. Pa naj dajo semena, pa naj dajo ilovico, pa bomo že delali kroglice. Tako da za vsakega se najde pot, tako da mi bomo res dejansko to začeli aktivno delati, pozvali tudi vas, da sodelujete, da se širi to, da bojo otroci v vrtci delali, ker si lahko mislite, da na biotehnični fakulteti nimajo vsi letniki ekološkega kmetijstva, na kmetijski fakulteti. Še ena novica, ki je za ta krog, včeraj sem v državnih rezervah v Sloveniji. Trenutno ni niti enega vrečice semen. Ne zelenjave, ne žita, ne ničesar. Včeraj sem govorila za ministrico, je rekla, še dobro, da ste povedali. Ni besed. Tako da delamo na tem, da bi država dala to državne rezerve, ampak vam povem, mi moramo spraviti alternativni sistem. Semena mora biti v rokah ljudi, hrana mora biti v rokah ljudi, ne tujih korporacij in mi moramo delati na tem,
da bi lahko dolgoročno med seboj izmenjevali dobrine, stvari in storitve. Recimo imamo že sedaj ljudi, ki so vzeli otroke iz šole in poučujejo doma, pa imajo še sosedove otroke zraven, imamo vzgojitelje, ki že delajo na tem, imamo že sobivanjske skupnosti, tako da po Sloveniji upanje je, kot taki mali, včasih so bili to kresovi, sedaj so pa take iskrice, ki splamtevajo in se ocenjuje, da je več kot 100 takih skupin, ko je naših danes tle v Sloveniji, tako da prihodnost je. Bolj, ko bomo močni, bolj, ko bomo znali to narediti, potrebujemo tudi alternativni zdravstveni sistem in počasi bomo se znali zorganizirati, tako kot so se znali vsi naši rodovi. Tako da so zdaj s sabo prinesli tudi izmenjevalnice, zimnice, tako da bi jaz vas potem tudi povabila, da bi šli k tem, ki so prinesli, pa kaj izmenjate, če nimate za izmenjati, lahko date prostovoljne prispevke, tisti, ki so pa podjetniki, pa lahko kaj kupite. A ne, Mateja? Tako. Izvoli. Hvala.